Spoštovani člani zbornice, cenjene inženirke in inženirji, lepo vas pozdravljam in vam želim sporočiti, da zbornica tudi v teh težkih preizkušnjah stoji za vami. Ko smo se nazadnje srečali v izjemno velikem številu, več kot 1000, na prvem svetovnem in slovenskem inženirskem dnevu 4. marca letos, smo obravnavali zelo aktualno temo integralno projektiranje z BIM tehnologijo. In ravno to nam je omogočilo neprekinjeno inženirsko delo in gradnje med spomladansko in, kot vidite v ozadju, tudi zdajšnjo jesensko epidemijo. Vendar tudi zbornica ni stala križem rok, saj se je že pred 2 leti odločila, da celovito prenovi poslovne procese z digitalizacijo. Temeljito smo posodobili našo spletno stran in uvedli 2 nova portala, e-inženir in e-izobraževanje, ki vam omogočata direkten dostop do vaših pooblastil in stalnega poklicnega izobraževanja. Kljub omejitvam druženja, ki jih pričakujemo, bo do konca leta izvedenih okoli 5000 različnih izobraževanj. Za vse nas zelo pomembno pa je tudi aktivno sodelovanje matičnih sekcij in komisij pri pripravi predlogov sprememb gradbenega zakona in zaupamo resornemu ministrstvu, da jih bo tudi upoštevalo in tako odpravilo številne nepotrebne probleme pri našem vsakodnevnem delu. To velja tudi za ureditev statusa nadzornih inženirjev in vodij del za zahtevne objekte, ki bodo po našem predlogu zopet lahko pooblaščeni inženirji. Na predlog matične sekcije gradbenih inženirjev smo se načrtno lotili tudi strategije komuniciranja in opozarjanja na potresno problematiko pri energetski prenovi stavb. Uspeli smo preko evropskih organizacij, kot je Housing Europe, opozoriti na to komisarja za energijo in našega ministra za kohezijo, da je potresna ojačitev stavb vključena v predlog pokoronskih ukrepov, imenovanih RRF. Ravno te dni ste prejeli prošnjo za izpolnitev ankete o vašem zadovoljstvu z delom zbornice in predlogih za izboljšave. Zbornica je in bo toliko močna kot njen najšibkejši člen. Zato prav vsak član šteje in pozivam vas, da s strokovnim delom in sodelovanjem v zbornici prispevate svoj delež k skupnemu uspehu in napredku slovenskega inženirstva in gradbeništva v celoti. Naslednje leto bomo praznovali že 25. obletnico, zato bo 4. marec še posebej slovesen. V ta namen pripravljamo skupaj z agencijo Herman odmevno akcijo na temo potresne varnosti in zelo veseli bomo vaše aktivne udeležbe. Vse dobro in ostanite zdravi!